Najprej vam predstavimo hišo arhitekta, ki spodbuja čim bolj racionalno izrabo prostora. Lesena hiša, ki jo je načrtoval zase in soprogo, je velika le 2x po 37 kvadratnih metrov, vendar njun dom nikakor ni premajhen. Priznam, da me je tale dom na Dolenjskem prepričal že v prvem obisku. Mogoče tudi zato, ker sta lastnika podobnih let kot jaz. Dom za dva, po njunih merah, majhna kvadratura, dobro premišljena, pa vendar sredi narave, miru in z vsem udobjem, ki sta si ga zaželela. Tukaj pravzaprav je bilo že prej, je nekdo živel in menda je bila kaj najprej stara kovačija, če sem si prav zapomnil. Ja, najprej je bila kovačija iz leta 1857. Za to kovačijo so se potem drugi lastniki bili, njeni starši, so bili pa tretji lastniki in ta hiša se je potem tukaj obdržala do, mislim, do okoli leta 75, nekaj takega. Od takrat naprej se je pa to nekaj obnavljalo, pa nekaj urejalo, bilo je pa namenjeno za vikend. Po temu sva pa midva pač se odločila, da bova tukaj živela in smo ta vikend potem spremenili v dom, normalno. Seveda stare objekte, ki so bili slabo narejeni, tudi iz tistih časov še porušili in naredili popolnoma novo leseno gradnjo. Sva vsaj imela namen ponoviti enak urbanizem z enako usmeritvijo, kar se tiče strani neba. Zaradi tega, da se pač ohranja nek videz teh razseljene, razpršene gradnje, se reče tukaj na Dolenjskem. Tako da sva obdržala ta urbanizem, zaradi tega tudi sva ponovila dva objekta. Eden je spalni, drug je bivalni. Med njima je edina nova zadeva, je ta povezovalni hodnik, ki pa je za nalaž transparenten, steklen, zaradi tega, da se malo ponovi tisto, kar je bilo včasih, se pravi, se vidi skozi med obe hiši, se ravno tako vidi. Gospa Metka Milovanovič je zasnovo še dodatno osvetlila. Tukaj je bil prej vikend in v vikend pač ni za živeti, sploh ne na stara leta, ker so bile stopnice in dosti strme noter in to. Tako da sva se odločila skupaj, da bova tukaj naredila novo hišo. Pri tem tudi sva upoštevala, da bova tukaj živela sama, da bojo otroci samo občasno tukaj na obisku. Arhitekt Milovanovič zastopa stališče, da moramo biti pri odločanju o tem, koliko prostora za bivanje zares potrebujemo, kar se da realni. Pomembno je, da se varčuje pri kvadratnih metrih in ne pri vgrajenih materialih. Vsak, ki gradi hišo, ne jo gradi zase. Ne za otroke, ne za stare starše, ne za prijatelje, ampak zase. To se pravi, najprej moraš definirati, koliko rabiš prostora, fajn premisliti, prespati, in ko prideš do neke odločitve, odšteješ še 30% stran in potem dobiš kvadraturo, ki jo resnično rabiš in tudi izkoriščaš. Oba objekta sta enakih tlorisov, 37 kvadratnih metrov neto, 40 kvadratnih metrov bruto zaradi debeline sten. In ta, v katerem smo zdaj, bivalni del je pač odprt do slemena, medtem ko v spalnem delu imamo izkoriščeno podstrešje, mansardo, kjer so skupna ležišča, namenjena obiskom, prijateljem, tistim, ki se tukaj zataknejo, ki ne morejo domov. V tistem objektu je samo še najina spalnica, kopalnica in to je to. Zakaj imate radi les, če kar tako vprašam? Ja, zato sem malo čez lesa. Verjetno, da ne. Ampak les je, mislim, iz dveh strani ga lahko gledam. Kot arhitekt lahko rečem, da je to odličen gradbeni material. Izjemno dober za obdelavo, je fajn. Ne samo kot gradbeni material, če pa že govorimo o tem, pa se mi zdi, da je dober iz tega stališča, ker je sposoben, edini od gradbenih materialov, sprejemati vlago iz okolice, oddajati vlago takrat, ko je potrebno. S tem, ko ga recimo predelamo v gradbeni material, tudi zadržimo to CO2 v njemu, to se pravi, ga ne sproščamo v zrak. Konkretno ta les vendar ni običajen masivni les. Ja. To so križno lepljene plošče, to je tehnologija že kar nekaj let, 10 let, več kot 10 let stara. Recimo tukaj v tem primeru so to 10 cm plošče, ki so istočasno konstrukcijske plošče
in navznoter ravno tako že obdelana površina, stenska površina. Ne. Na zunanji strani je pa termično obdelan les, to je pa ravno tako smreka, termično obdelana, kar pomeni, da jim s tem postopkom spremenijo celično strukturo, postane dimenzijsko stabilna, hidrofobna, oleofobna in s tem v bistvu učinek tega je, da ni potrebno nobeno vzdrževanje, nobeno. Ne sme se čisto nič delati, lahko ga umivaš, če hočeš, to je pa tudi vse. Med odlikami tega doma je tudi lega, saj omogoča stanovalcem čudovit pogled na dolino pod hišo, hkrati pa objektom hrbet varuje gozd. Verjetno so tudi stene dovolj izolirane, pa streha tudi. Ne? Ja. Se pravi, objekt je namenoma narejen v nizkoenergijskem standardu, ne v pasivnem, ker smo pač v naravi, kjer se naravno zračijo prostori, ne pa prisiljeno, kot recimo v pasivni varianti. Notranja oprema je tudi veliko lesa, pa bom rekel, gospa je prej med vrsticami omenila, da pravzaprav ni bila prav veliko zaslužna, ampak pri kuhinji pa ste ja imeli kakšno besedo. Ja, pri kuhinji mi je pa dovolj, da sem malo po svojih željah povedala, da rabim veliko predalov in veliko teh površin odlagalnih in predvsem veliko korito, ker tle sva imela malo različna mnenja. Ja, Že nekdanja počitniška hiša je bila namenjena sprostitvi in druženju, kar so omogočili temu namenjeni kotički. Lastnika sta jih še dopolnila. Ja, nekaj teh kotičkov sva ohranila še iz prejšnjih časov, iz časov vikenda, recimo ognjišče smo že takrat imeli, celo sva ga malo povečala. Potem je iz prejšnjih časov ostala tudi tista klopca pod Macesni, kjer je v bistvu ta naša hiša nastajala, najina hiša nastajala, ker sva jutra in dopoldneve presedela in sanjala, kako bo to izgledalo. Ob spalnem delu doma leži privlačen bazen. Zelo veliko, vsaj jaz ga zelo veliko uporabljam, pa tudi mož, pa tudi vnuki zelo radi pridejo, ker to imajo potem cel živžav na tem bazenu. Zelenjavni vrt je urejen v obliki visoke grede, kar je pogojevalo strmo zemljišče. Ja, zelenjavni vrt je v bistvu umestitev naredil moj mož, ker je bilo tudi tam treba skriti naklon in je bila v bistvu zelo visoka kamnita škarpa. Konstrukcijo je naredil mož. Zdaj to, kar pa je zasaditve na tem zelenjavnem vrtu, to pa je res prepuščeno meni. Na zelenjavnem vrtu nismo mogli spregledati ljubkih dežničkov. Paradižnike je treba zaščititi pred dežjem, so rekli, kar sicer tudi res je moja izkušnja s plesnijo, preden kaj dozori. In sem želela od moža, da mi naredi pač tisto, kot imajo vsi polivinilasto hiško. Seveda ni bil zato, ker res grdo zgleda, ampak je predlagal te dežnike in ja, res lep zgleda in tudi učinkoviti so zadost. Ko smo odhajali, nas je spremljalo zelenje krošenj nad nami. Tudi tako smo znova začutili, kako tesno z naravo je povezan dom zakoncev Milovanović.